Lep pozdrav in dobrodošli na še enem liveu Kripto dnevno. To je live, ki ga imamo vsak dan ob 9 zjutraj na Patreonu. In če to spremljate kasneje preko YouTubea in se mi želite pridružiti v živo, so povezave spodaj v opisu in pripetem komentarju. Poleg tega se pa priporočam tudi za kakšen všeček, seveda, če vam je to všeč. In pa tudi komentirajte spodaj. Razvijajo se zelo zanimive debate in zelo rad podebatiram z vami. In pa ne se pozabiti naročiti na moj kanal, da ne boste kakšnega posnetka tega livea zamudili. Danes je petek, 22. maj in za nami je kar precej dolgočasen teden. Tukaj lahko vidimo na 4-urnem časovnem intervalu, ja, sicer smo imeli tale padec, ki se je zgodil na ponedeljek, ampak več ali manj se zadržujemo tam nekje v istem območju. In kar je zelo zanimivo tukaj je, mi smo označili tole spodnjo mejo našega prejšnjega kanala, ki smo jo izgubili. In zdaj jo biki na vsak način poskušajo pridobiti nazaj. Zdaj ta meja je očitno zelo pomembna. Zavrnjeni smo bili enkrat, drugič in zdaj se nekako držimo tukaj v tem območju. Tako da bomo zdaj mi videli, če bomo mi tole mejo pridobili nazaj. In v tem primeru imamo tukaj ta prvo likvidnostno območje na okoli 78.600. In če gremo še naprej, je tukaj eno zelo pomembno, kjer imajo stop losse vsi tisti, ki so stavili na padec točno na tem vrhu, in to je 82.500. Zdaj za kripto je situacija kar precej nesigurna, ampak ja, če smo zdaj zavrnjeni od tele meje, potem vsekakor gremo pobirati spodnje likvidnosti 74.700 in pa 73.700 tam nekje, tako da nič kaj dosti novega. Je pa tukaj Ethereum, to sem že večkrat poudarjal, ampak nikakor se ne razreši tale situacija. Ogromno stav na padec. Poglejmo zdaj še 15-minutni časovni interval. Mi smo tukaj. Tukaj je zdaj ta glavna odporna meja, ki jo biki nekako poskušajo nazaj osvojiti. Kot vidite, smo mi tole izgubili in zdaj smo jo šli testirati kot odporno mejo in vsakič so bili zdaj biki zavrnjeni. Zdaj tukaj je bilo ogromno stav na rast, na okoli 77.000 in po mojem ogromno stop lossov se nahaja tukaj, tako da če bi mi slučajno bili zavrnjeni od une meje na 4-urnem časovnem intervalu, bi mi lahko šli pobirati tukaj tole likvidnost na okoli 76.000. Poglejmo zdaj še tukaj tale graf, kjer so likvidnosti. Tudi tukaj nič kaj dosti novega. Tukaj so stop lossi na okoli 77.200 vseh tistih, ki stavijo na rast. Točno na tem dnu in po mojem znajo biti kar malo preblizu, tako da to bi lahko bilo prvo, kar bi mi pobirali. Malo dlje so pa tisti na okoli 76.300. To imam trenutno na dnevnem intervalu naštimano. Zgoraj vseh tistih, ki so stavili na padec, pa na tam nekje 78.700. Tako da spet imamo nek tak zanimiv sendvič in se gibamo naprej v konsolidaciji. Zdaj glede na to, da je petek in imamo vikend pred nami, bi se to znalo še kar vleči, tale neodločnost. Ampak, kot sem že večkrat poudaril, izredno zanimiv je tukaj Ethereum. Nahajamo se na tej zelo pomembni
podpori na 4-urnem časovnem intervalu. Bom jaz tole povečal, da bo lepše vidno. Zelo pomembna podpora. Kar precej časa se zdaj mi že zadržujemo tukaj, kar me malo skrbi. In če bi jo izgubili, potem bi mi lahko padli vse dol do 2000 in pa do 1960. Tukaj so tudi velika likvidnostna območja vseh tistih, ki so stavili na rast. Je pa ta indikator izredno preprodan in to zdaj že ogromno enega časa. Mi smo sem notri prišli že na začetku maja in od takrat se nabirajo stave na padec. Tako da, ja, dokler se Ethereum malo ne zgane, ostaja stanje neodločeno. Ali bomo mi zdaj tukaj doživeli odboj in gremo pobirati likvidnosti navzgor. Ta glavna je zdaj tukaj na 2800. Če pa izgubimo tole mejo, pa seveda gremo pobirati te tukaj spodaj. No, kakorkoli že, če bo še karkoli zanimivega, bom seveda to tudi dodatno obveščal preko Patreona ali preko objav, ali pa se bo naredil kakšen special live, kot smo tudi že naredili. Tako da, če se mi želite pridružiti, tudi tam so povezave spodaj v opisu in pripetem komentarju. Če pa to spremljate kasneje preko YouTuba, se pa ne pozabite naročiti na moj kanal, da ne boste kakšnega posnetka tega livea zamudili. In poleg tega se priporočam tudi za kakšen všeček, seveda, če vam je to všeč. In pa, da tudi dodatno požene algoritem, da priporoča čim več ljudem. In tako, ja, to bo tudi vse za danes, kar dolgočasen teden. Ampak upajmo, da bo v naslednjem tednu ali pa morda tudi preko vikenda prišlo do kakšnega razvoja. A ja, to sem pozabil še povedati, precej je tukaj odvisno od Nasdaka, kot smo že rekli. Nasdaq je kar povezan, sicer ne gre ravno sinhrono s kriptotrgom. Nasdaq ima vedno višje vrhove, vedno višje all-time high in zdaj spet rastemo in bomo videli, če bo to vplivalo tudi na kriptotrg. Imeli smo tudi skrito bikovsko divergenco in bomo videli, če se bo zdaj tole izteklo. Tako da, ja, vse to bo treba spremljati. No, tako, jaz vam zdaj želim en lep petek, en lep vikend, ki je pred vami in se vidimo seveda, če ne prej, na ponedeljek ob 9. zjutraj. Čau, čau.